V prvem polfinalnem pokalnem obračunu se je v Ljubljani končalo s porazom. Kljub temu, da je dolgo kazalo, da se bo nadaljevala uspešna rezultatska serija. V primerjavi z zadnjimi tekmami je Darko Milanič opravil nekaj sprememb. V golu je začel Matko Obradović, tako kot je to v navadi na pokalnih obračunih v tej sezoni. Sandi Ogrinec je ponovno dobil mesto v zvezni vrsti, v napadu pa je po dolgem času štartal Marcos Tavares. In prav kapetan je poskrbel za prvo nevarno akcijo na tekmi, ko je dobro pritisnil na domačega vratarja Vodiška, toda njegova podaja proti Vršiču ni bila uspešna. Domačini so se odzvali nekaj minut kasneje, dvakrat pa se je izkazal Matko Obradović, najprej ob strelu Klinarja, potem pa še ob odbitku Benka. Na odgovor nismo dolgo čakali, lepa hitra akcija od noge do noge, zvezne vrste. Na koncu sta Ogrinec in Vršič žogo spravila do Zahovića, toda njegov strel je domači vratar ubranil. O polčasu torej 0:0, tako na začetku drugega polčasa pa vodstvo. Znova imenitna akcija, ki sta jo zaključila Luka Zahović s podajo, Dare Vršič pa z izjemnim zadetkom. In takoj po vodstvu velika priložnost za povišanje. Tokrat se je Vršič oddolžil Zahoviću s podajo, toda Luka Zahović tokrat ni bil natančen. Večji del drugega polčasa se je potem odvijal brez resnih priložnosti, potem pa silovit zaključek tekme. Najprej v 81. minuti je Benko izkoristil zmedo v mariborski obrambi in atraktivno zabil pod prečko za izenačenje. Le 3 minute kasneje pa se je isti igralec spet dobro znašel pred mariborskim golom. Do konca tekme se je šlo le še s poskusom Vilerja z roba kazenskega prostora, toda domači vratar je bil znova na mestu in končalo se je s porazom 1:2. Nasprotniku, kateri ni imel rešitve, kateri je bil mrtev, tako rekoč omogočili, da tekmo zmaga v zadnjih 10 minutah, ko se je nerazumljivo zgodil ta padec, nekoncentracija in mi smo v tem trenutku bistveno premalo igrali oziroma nismo delali to, kar bi morali, kar bi si želeli. To se več na tekmah ne sme zgoditi. Mislim, da smo bili boljši celo tekmo. I smo bili dominanti, smo dali prvi gol, ampak ko oni so dali en gol, so dobili energijo in so dali še drugi, ampak mislim, da Maribor so bili boljši. Seveda je to šele prvi del, povratna tekma bo naslednjo sredo v Ljudskem vrtu, še predtem pa moštvo gostuje na koprski Bonifiki, to soboto 15 minut čez 8.